Živijo in lep kolesarski pozdrav. Kakor vidite, še nisem na kolesu, ampak sem pa že polno opremljen in greste lahko z mano na servis po popravljeno specialko. Danes je 18. maj in jaz sem točno 14. dan brez kolesa. Po vsem tem deževju se je naredilo eno tako lepo sončno vreme, približno 22 stopinj Celzija. Upam, da bom kolo na servisu lahko prevzel čim prej, da potem z njim naredim še en hiter krog čez Kras in malo po Vipavski dolini. Evo, to je pa moja današnja šoferka, gospa soproga. Ja, to je asistenca. Evo. Smo govorili o asistenci, še dobro, da jo tako drago plačujem, če ne bi ostal na cesti. Kar lahko tako na hitro iz glave povem, so bile od zadaj zamenjane vse špice, bila je zamenjana sedežna opora, ki je bila počena, to je verjetno še posledica padca, prečiščeno, namazano vse, kar se tiče ležajev v belanci, v gonilki, naštelan menjalnik, vse podmazano, tako kot je treba. Konkretno bom pa na vožnji testiral, kako se zdaj kolo obnaša. Zdaj, tale moj Fuji, to je model SL, to pomeni Super Light, in eden od gledalcev na YouTubeu mi je lepo komentiral, da je to že na pol tekmovalno kolo in je mogoče celo malo prekrhko zame. Jaz imam pač svoje kile in glede na to, da so pokale špice, kar se mi prej v življenju ni dogajalo, je mogoče razlog tudi moja teža in pač vse te obremenitve, do katerih pride pri kolesarjenju. Prav danes sem na internetu preverjal Scotte, take modele, ko sem jih imel že prej. In recimo tam piše, da je maksimalna obremenitev 120 kg, kar vključuje težo kolesa, kolesarja in vse opreme, ki je na kolesu. Zdaj pri Fujiju te številke nisem zasledil, tako da ne vem točno, koliko je tisti maksimum, ampak če štejem moje kile in težo kolesa in opremo in še 2 polna bidona, pridemo zelo blizu 120 kg. V glavnem gre za moje mišice, to da se razumemo. Zdaj se že počasi približujemo Šempetru, kjer bo sledil trenutek resnice, predvsem v tem smislu, koliko me bo ta operacija kolesa udarila po žepu. Če štejem samo to, da je ena špica 4 evre, pa mislim, da je 24 špic, plus delo je verjetno samo ta del okrog 150 evrov. A ja, nova bo tudi ketna, tisto je 45 evrov. Zbral sem si srebrno, sicer je na voljo tudi zlata za 75, ampak barvno ne bi pasala zraven, tako da sem se odločil za srebrno. To je kolesarski center v Šempetru pri Gorici. Dobesedno tako se imenuje kolesarski center in tudi spletna stran je kolesarskicenter.com. Zaenkrat se pelje odlično. Sej nisem prepričan, da vam bi povedal, koliko sem dal za servis. V bistvu sem dal 20% vrednosti novega kolesa. Kar sem že prej povedal, veriga, kabli za zavore, nove zavorne ploščice, poštiman okvir, da ne poka več, nova sedežna opora, vse namazano, generalni servis, nove špice od zadaj. Zdaj grem na Kras, da naredim en vzpon in malo testiram, kako se obnaša. Bomo pa videli naprej. Malo tudi čutim, da je drugače nastavljen, belanca je bolj naprej, mogoče sedež z eno piko nizek. Kolo je zdaj praktično novo in še zmeraj v garanciji, ampak tja, kjer sem ga kupil, ga jaz ne peljem več. Predvsem zahvaljujoč šlampariji na servisu, kjer niso pač uspeli odkriti tistih drobnih napak, zakaj v kolesu poka. Zdaj ta vzponček na Kras bo test za kolo, ampak poleg tega pa bo tudi test zame, ker sem 14 dni ven z vaje in se bo sigurno poznalo pri vožnji v hrib. Tudi če bo s kolesom vse ok, pa si ne smem delati utvar, ker se lahko določene pomanjkljivosti pokažejo šele čez 500 ali pa celo 1000 km. V kolesarskem centru so mi precej detaljno razložili, kaj so naredili in tudi kakšne so lahko posledice moje prevelike teže.
Tako da bi na tem mestu jaz vprašal vse vas, če kdo mogoče ve, kje bi dobil maksimalne nosilnosti za posamezna kolesa. Recimo, da čez čas ugotovim, da je ta Fuji zame prekrhek, bi rad vedel, katero specialko naj si kupim, da bo imela maksimalno nosilnost tam okrog 125-130 kg. Če za take znamke veste, dol od spodaj so komentarji. S serviserjem sem tudi dogovorjen, da ga bom obvestil s povratno informacijo, kako se kolo obnaša. Čez kakšnih 500 km se pa vidimo, če bi bilo treba kaj zategniti špice ali pa mogoče dodatno naštelati menjalnik. Mogoče bo rekel kdo, da je bil drag servis, ampak jaz si mislim tako, kolikor sem dobil pri novem kolesu popusta, toliko sem zdaj dal nazaj gor na njega. Sem začutil, da je začela zadnja guma opletati, mogoče je res kjera špica malo popustila. Sem pregledal, zaenkrat počena ni nobena, ampak peljem kar nazaj na servis, če je tip še tam, da mi pogleda. S tem Fujijem pa res nimam sreče. Se trese cela specialka. Ja, to se ne da več voziti. To je iz metra v meter slabše. Zdaj že neki tovče od zadaj. Čutim tresenje v pedalih, v belanci, vse povsod. Upam, da bo tip še tam, ker samo do 6 delajo. Zdaj je pa lahko 5-10 do. Jaz sem pa še kakšne 3 km stran od servisa. Še 300 metrov in 2 minuti čez 6. Po moje je šel domov. Hola, evo, in sem spet v avtu. Kolo je pa na servisu. K sreči je bil lastnik trgovine 566 še zmeraj noter, tako da sem ga pustil čez noč tam in mi ga nacentrira do jutri. Špice so bile določene popolnoma odpuščene, ne vem kaj je bilo, jaz sem s tako silo gonil na kras, ali so bile že v štartu bolj slabo naštelane. Bomo videli jutri, bom se pogovoril s serviserjem. Upam, da bo kolo poštimano do vikenda, ko pride v Novo Gorico Giro d'Italia, da se zapelje malo v Brda, da vidimo, če tudi tisti mladeniči zmorejo te naše briške klance. Približno 1 uro sem se gonil gor na kras in nazaj, niti ne vem točno kilometrov, ker sem pozabil Stravo ugasniti, ko sem se odpeljal z avtom iz servisa. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.